Na Bledu je v soboto, 10. maja, že tretjič potekalo tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko Zlata harmonika Bled 2025. Med 60 udeleženci, ki so tekmovali v 8 starostnih kategorijah, je bil najmlajši star 8 let, najstarejši pa 83. Tekmovanje je potekalo v festivalni dvorani Bled, ogledati pa si ga je bilo mogoče v neposrednem prenosu na naši televiziji Bled TV ali prek našega YouTube kanala Bled TV. Absolutna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko ali frajtonarco je postala 15-letna Zala Praper Šipek iz Mežice. Najboljši harmonikar Gorenjske in prvi po izboru občinstva pa je postal 16-letni Filip Pintar iz Podnarta. Lahko bi rekli, da sta ubranila svoje naslove iz lanskega leta. Vesel sem, da sem dosegel v bistvu take rezultate tudi letos. Naslovi so isti kot lanski let, ampak seveda z več točkami. Pa je bilo recimo, glede na to, kako je bilo lani, si ti mogoče pričakovala, da bo tudi letos ali je bilo spet presenečenje? Ja, spet je bilo presenečenje, ker je bilo ful več tekmovalcev, pa tudi večja konkurenca. Vidva sta se lani spoznala na temu tekmovanju, pa kaj vaju je zbližalo? Harmonika? Ja, pač imela smo iste hobije, oziroma jih še imamo, pa nasploh takoj smo se že zastopila, pa po nagradah smo se pogovarjala. Pa tudi kdaj skupaj vadita harmoniko? Ja, velikokrat sam čez jaz igram harmoniko, pa on bas kitaro ali pa glih obratno. Se pravi, lahko pričakujemo kakšen ansambel, vajen skupen? Ja, gradi se že nekaj, seveda, ja, ono bo, ko bo, ampak ja, upamo na najboljše. Jaz vama obema želim še veliko uspeha in hvala za to, da sta delila svoje občutke z nami. Nastopek, ki niso smeli biti daljši od 4 minut, je ocenjevala 3-članska strokovna komisija, v kateri so bili predsednik komisije Janez Fabjan, harmonikar, dolgoletni mentor diatonične harmonike in predsednik strokovnega sveta pri Zvezi diatonične harmonike Slovenije. Jože Burnik, harmonikar in komponist s številnimi priznanji in nagradami doma in po svetu, ter Klemen Rošar, harmonikar z izjemnimi uspehi v evropskem in svetovnem merilu, odličen mentor, skladatelj in predsednik Zveze diatonične harmonike Slovenije. Svoj glas pa so prek telefona lahko oddali tudi gledalci. Spremljam to tekmovanje harmonikarjev na Gorenjskem že od leta 1972, ko je bilo na Pokljuki, potem je bilo v Krpinu, potem je z Krpine se stililo v Besnico in zopet na Gorenjski konec, na Bled, in moram reči, da je izjemen napredek v teh skoraj, bi rekel, pol stoletja v igranju na diatonično harmoniko. In tudi sam inštrument se spreminja, skratka, veliko je mladih in za ta inštrument se nam ni treba bati in je to res velik napredek. Kaj pa tukaj na Bledu opažate? Zdaj je bilo letos to že 3. tekmovanje, kako se pa tukaj kakovost spreminja? Moram reči, da sem res navdušen, da tudi tukaj raste kakovost in pa po nekajletnem nekako premoru Gorenjcev se je tudi letos prijavilo veliko število Gorenjcev in to pomeni, da se tudi na Gorenjskem ponovno oživlja diatonična harmonika in to je zares izjemno dobro. In kako potem vi ocenjujete današnje tekmovanje? Ja, današnje tekmovanje lahko rečemo, da je bilo presežek vseh pričakovanj in res vsa zahvala vsem na Bledu za to posprejem, vsem harmonikarjem, vsem mentorjem in tudi staršem, ki nenehno podpirajo svoje otroke pri igranju na diatonično harmoniko. Tekmovanje Zlata harmonika Bled se vključuje v praznovanje Svetovnega dneva harmonike, hkrati pa velja kot predizbor za 11. državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko, ki bo 29. novembra v Senožečah. Organizirajo ga občina Bled in javni zavod Turizem Bled v sodelovanju z Zvezo diatonične harmonike Slovenije. Za prihodnje leto pripravljajo razširitev tekmovalnega programa. O tem predsednik organizacijskega odbora prireditve Iztok Peserer. Največja novost je to, da odpiramo tudi prijave za klavirske harmonike, kar pomeni, da bo še vedno tekmovanje ločeno za diatonične in pa klavirske in pa vseeno pričakujemo, da bo to nek, bom rekel, tisti nadgrad na teh 3 let tudi s klavirsko harmoniko.